Vaše društvo praznuje te dni 25-letnico, odkar smo včlanjeni v Svetovno združenje someljerjev. Ampak je vaša dejavnost še starejša, kot je ta obletnica? Vsekakor. Torej, začetki našega delovanja segajo celo v 70. leta. Seveda, to je bilo čisto neformalno druženje z italijanskimi kolegi. No in potem smo pa v 80. letih delali, rekel, kar intenzivno, tudi vsebinskih zadevah. No in dozorelo je pa res 21. januarja 1992, takrat smo v bistvu že registrirali društvo. No in potem je sledilo bliskovito dogajanje, dejansko naslednje leto so nas že vključili kot opazovalce v Svetovno someljersko organizacijo Azij. No in leta 1994 sem bil tudi prisoten v Kaliforniji, so nas sprejeli v Svetovno someljersko združenje Azij. To je bil za nas res izjemen dan, nepopisni občutki in veliko veselje, ki nam je dalo zagon za vse tisto, kar smo počeli zdaj vsa ta leta. Kaj so pravzaprav glavni cilji tako vašega društva kot svetovnega združenja? Torej, prvo, kar je osveščanje v bistvu splošne publike o vinu, o kulturnem pitju vina, o kombiniranju, recimo, vsaj enostavnih vinih. Gre za to, da je potrebno prvo narediti eno osnovo, najprej v someljerskih vrstah, in to smo počeli že malo na začetku. Zdaj poteka 29. tečaj prve stopnje v Novi Gorici in spomladi bo v Ljubljani 30. tečaj prve stopnje. To pomeni, da bomo v Ljubljani verjetno presegli številko 1000 pri someljerjih. No, in to je tista baza, ki potem širi znanje naprej. In mi smo veseli do vsakega novega člana, še posebej pa za tiste nove goste, ki pridejo v gostinski lokal izobraženi, bodi si na naš način ali pa tudi preko drugih izobraževanj. V čem pa je razlika med izobraževanjem, ki ga organizira vaše društvo, in denimo običajnim šolskim sistemom izobraževanja gostinskih in drugih sorodnih poklicev? Torej, vsi šolski sistemi so verificirani, zato je potreba pripravljati programe, jih verificirati, to je dolgotrajen postopek in seveda tudi vsakšna menjava takšnega programa traja dolgo. Mi pa želimo biti fleksibilni in praktično za vsako leto, za tečaj prve stopnje, prilagajamo gradivo. Torej, vse novitete, ki se dogajajo po svetu, poskušamo vključiti v naš izobraževalni sistem, plus vse novosti, bodi si zakonske ali pa strokovne, ki se zgodijo v Sloveniji. Tako da res poskušamo biti čim bolj ažurni in seveda to je velika prednost našega sistema izobraževanja, ker lahko sproti prilagajaš programe dejanskemu stanju. Tudi vam.